Nahajamo se na platoju Pokljuke na nadmorski višini 1250 metrov, kjer rastejo najlepši gozdovi, ki so znani tudi po resonančnem lesu. Resonančni les uporabljamo seveda za glasbila, za vse tisto, kar je najbolj kvalitetno. Kako pridemo do resonančne semreke? Resonančna semreka se goji 120 in pa tudi več let, tudi do 150 ali 200. In tako v tem času z njeno počasno rastjo nastaja resonančni les. Tamle samo tistele votili. Ovo pa dobre, ja? A vodo? To so kazane. Tamle kam jo pa bomo? Zdaj je on čez. Gospodo. Tam ćemo? Ja. Za prizagovanje. Bolj visok, ali bolj nizk? No, volimo. Ne, niče. Hele. Ovo je kar riže. Fajn. To malo smir, glej, Milan. Evo, pojedi za vse govor. Ja. Manjo mata. Aj, dobra. Ne moramo mirkati, da se nam navjame. Ja. Kon žage pa opadu, veli, po moje. O ta pa zaslikova. To se bo dobro. Dobro. No? Okay. Gledamo. A gre name. Navnate, Milo. Jaz mislim, da bo dobra. Vidimo. Milan, dobro se je nabrusil. Vidim. A riže, a ne? Riže. Ja se tako mora biti. Drugače ni več. Ja, noč sem jo. Noč. Danes se bi vaše stisnil, spaski nabrusil. Gre ga v dobra. Jaz mislim, da bo. Zdaj še malce visi. Jaz mislim, da bo. A da bo? No, a jo bo. Ja pa bova. Hej! Prav, čakaj da je na ovo. Na ovo pri visoko. Pleniče. Aha. Ja, vidiš, te smo jih včas. A doma. Algance. To še mehno. Hej. Da bo kmalu. Resonančni les poznamo tako, da že ob začetku, ko ga izbiramo, lahko udarjamo po lesu in sama semreka že stoječa ima svoj značilen zvok, ton, kateri ne zamre, kot da bi udarili po nekem mrtvem predmetu. Resonančni les mora imeti na najmanj 15 letnic na 1 cm, razporejenost letnic mora biti enakomerna, če poenostavim, kot lepa knjiga, ki jo odpreš, in to je ta resonančni les. Seveda, resonančni les včasih niso tako cenili, ker teh mojstrov v sami Sloveniji ali pa tudi v Evropi ni bilo toliko, bili so znani mojstri kot Stradivari in ostali, ampak da bi jih bilo pa toliko, kot jih je sedaj, jih pa ni bilo. Sedaj se ta resonančni les zopet se je pričel upoštevati in pa tržiti na tržišču. Seveda samega resonančnega lesa na tem platoju Pokljuke je par procentov, vendar to je dosti za samo izdelavo inštrumentov. Ta je že na ogenj mas precej lažji, precej više zveni in bo tudi končen izdelek imel višji ton. Gost les se uporablja za kakšne manjše inštrumente, ponavadi kot so violine, les s širšimi branikami pa ponavadi uporabljamo za kitare, kakšne kontrabase, ni pa to pravilo. Osnova, na kateri les izberemo, je pač
pričakovanje tega glasbenika, ki bo na ta inštrument igral. Slabo pa je to, da les, ki ga tu posekamo, ne izkoriščamo za te namene, kot bi ga morali. V samem zakonu Triglavskega parka imamo določilo, da so lahko kritine na strehah sive. Siva kritina pa je zelo širok pojem. To je lahko cementna kritina, potem železna pleh ali karkoli ostalo, ni pa to les. Izrecno bi morali napisati, da mora biti to lesena kritina, potem bi tudi les, najbolj kvaliteten iz naših pokljuških gozdov, ostal na tem terenu kot včasih. Kmetje so včasih ta les rabili za svojo uporabo, za trženje je bil ta les namenjen samo toliko, da so lahko preživeli, za nabavo moke in pa ostalih osnovnih stvari, ki so jih rabili za preživetje. Les, najbolj kvaliteten pa so porabili za staje, za strehe, zato imamo staje na Pokljuki in pa po drugih planinah, ki so stare več 100 let. Pri iskanju dreves ali izbiri dreves resonančnih za same inštrumente, seveda hodimo in izbiramo drevesa. Za večji inštrument je zelo težko dobiti les, ali pa sem rekel, ki bi bila zelo enakomerno naraščena čez celo širino, sploh če se gre za študijske inštrumente. Na pogled je ta, sem rekel, zelo lepa, ravna, polnolesna. Zdi se nam, da bo idealna za izdelavo inštrumentov. Inštrument je pravzaprav sam po sebi dosti zakomplicirana zadeva, ker je toliko enih spremenljivk noter, da je težko vedeti vnaprej točno, kakšne lastnosti bo ta kitara imela. Ravno zaradi tega, ker je že vsaka deska drugačna od prejšnje in nobene take več ne bo. Tako da se pravzaprav cel življenje učiš pa loviš in nabiraš izkušnje. Nekaj te kvalitete končne od inštrumenta je odvisno od izkušenj, nekaj pa tudi od sreče. Vendar, ko se sem rekel približamo, vidimo, da je prvič nepravilno zavita, je desnosučna, kar se vidi po sami strukturi drevesa in pa zavitosti vlaken. Če pa jo probamo udariti z nekim predmetom, jaz imam zdaj slučajno sekiro, lahko tudi s palco ali roko, ima malo zvoka, ampak nima pa tisti zvok, kateri je ta pravi, da je polhen zvok, ki se sliši po cel Pokljuk. Sicer ta ima nekaj zvoka, lahko se tudi cepi za skodle, vendar so potem skodle desnosučne in se nam tudi na sami strehi odpirajo in ne ležijo pravilno na sami strehi. Takrat se to vidi, če nekdo cepi skodle iz semreke, ki je nepravilno zavita, ki je mi pravimo, da je refetana streh. Za sušenje je dobra samo sama izdelava in pa izgled strehe pa ni tak, kot bi moral biti. Začetniške, ampak na tistih sem se največ naučil, pa zelo so mi pomagali, da sem se usmeril nekako na ta pravo pot. Brez tistih slabih izdelkov se enostavno ne moreš usmeriti ali pa najti ta prave poti do dobrega končnega izdelka. Tako da, ja, zdaj že 15 let od moje prve kitare, ki sem jo naredil v srednji šoli, imel sem eno šnic žagico, pa 2 dleta, šmirgli papirja, pa rašplo, pa smo šli. Zdaj orodje nekaj več, izkušen tudi, tako da je tudi končni izdelek boljši. Mama, poženem, da ne bo zapiral. Da vi. Malo počiva. A je kaj bolje? Ja. Dobro je. No, Milana, poprimeva.
To dajva. Prav. Reta. Vidiš, šta pa je? Malo do piva. Hop, hop. Hop. Piva. Hop. No, vidiš. Tu se vidi pravilna zavitost in pa seveda tudi sama debelina nam odgovarja, ker pri izdelavi inštrumentov, kitar, violin in pa ostalih mora biti minimalna širina te odcepljene skodle 20 cm, da lahko ta inštrumentalist ali pa izdelovalec inštrumenta to pravilno uporabi, če ne pride do lepljenja in potem lepljenje zvok ustavi, ni več tako kvaliteten zvok. Seveda za nizkocenovne inštrumente je tudi primeren drugačen les, ne tako širok, vendar za tiste, kjer se cene gibljajo nad 2000 evrov za inštrument, tam mora biti pa kvaliteta seveda 100%. Jaz sem se pa nekako usmeril na tisto, kar mi tale les tukaj ponuja, to je pa izkoriščenje te kvalitete in pa končne kvalitete izdelka. No, prišli smo do potencialne semreke, katero smo izbrali za sama glasbila. Mislimo, da je resonančna, seveda dokončno se vidi, ko se drevo poseka. Zdaj pa bo samo šparaga. Ja, že nam je samo kaj naštimova. Ja, je mislila, da už sam. Ja. A nis povedal, da greva pomagati. Ti rekel za cel dan? Za okularco? Ja. Ja, samo prst imaš pa fist. Prav je. Prst si pa dober. Kak to ko seže, ti se moje? Prst si pa dober. Ja. Oh, ja. Ja, malo sem se zmatral. Zdaj se bo pa prilegel. Na zdravje. Na zdravje. Je pa lepa, lej koj gosta. Ja, ja. A je, a ne? To bo kitara zdi. Ja. A, tole je dobro predal. A bo dobra. To je pa ta najbolj les. A bo dobra, zdaj morate pa še ščetino gre, jaz grem pa pokličet tamle, da bom pomeril, ko ima. Ja. Vendar znaki na tej semreki so pravilni. Je levo sučna, kot se vidi po samih zasukanisti, v levo. Bohinjci pravimo, da se suče v levo. Zakaj? Zakaj? Ker gre sonce po levi strani po spodnjih Bohinjskih gorah in če vzamemo desno roko in gre pavc za soncem, pravimo, da je posončna, da gre za pavcem in tudi levo sučna, potem se suče v levo, ne v desno. Ona potuje za soncem, zato je levo sučna, kot pravijo po izročilu sami Bohinjci. No, ta pa nimate pravega zvoka, vidi se tudi po vejah. Jaz grem pa pomeril zdaj. Evo vidi. Gleda na prekrat. Evo. No, vidiš, takole. To smo fajni. Pa je lep. No, zdaj jaz tole pomeril, koliko ima tele? Sklupo. Da jo bomo spasali? Ja, tako, pa da jo bomo zapisali. Evo ti, ima pa 46, 0,66 kubika ima tole. 0,66 kubika, ja, ta je kar. To je kar lepa brina. Tam ima kar 2 kubika 30. Ne moraš sam, da se ne bo zatikal, ko smo pirali. Tako.
vidiš, lej, kje sem se pa že. Še tam? Jele, lej. Se že ves pošamljen? Preden sem ženil, bo vse dobro. Verjemno. Kaj se je treba v gozdu? Deva še od spodaj, zdaj tole, da se na avt plavamo. Deva pa malo skozi. Že skozi. Evo ti ga. Rima. Pa smo skozi. Pa smo jo, vanj. No pa sta ga, jaz sem jo pa tudi že po tahušemu špacal. A si jo? No vidiš. Še malo. Takole, zdaj pa dobro. Dobro. Rima. To bo zdaj naredil on Rajkotov križ na štor. Včasih bila piklinska jaga, pa so rekli, če na ta štor stopil, ga so 100% ni piklinska jaga s sabo vzila. I preživel. No, zdaj pa na nared. Spokoj delamo, še kilo, danes je tata 24. Ja. Jaz mislim, da smo dovolj naredili, kaj pravite? Mogli počasi že vroče. Počasi v kužarco. Ja, da bomo mogli pa v kužarco. Pomalčali malo. Da bomo malo pomalčali. Jaz drugega naredim. Pa poj tik sosed bo šel do Nikota, da bo jutri prišel s konjem, da bo zmazal. Bom kaj povedal. Tole. Ja, da bomo spravili zdaj še. Seveda. Nekaj še zmrznjen, da se ne bo škoda divova, a ne da? Tako? Prav? Ti se pa z Nikotom zmen, no. Jaz sem zmenil. V žago. Jutri bo on kleve. No, tako. Urodja bomo pa spravili, pa jo bomo šli. V kužarco. Ne bo, ne bo. Prav, tamle dajmo kruzakam, da bomo nas spravili. Pa bomo šli lepo. No, les smo na Pokljuki posekali, tisti komad smo ga zbrali za te naše potrebe in zdaj se lepo vidi z te strani, les je pravilno počel, takoj ko smo ga posekali, vidi se pa tudi, da sama uporaba lesa in pa seveda samega komada, ki smo ga zbrali, ni cel za same inštrumente. Polovica je izkoristljivega, to je ta stran, tukaj mora biti majhen več kot polovica. Vidite, zelo enakomerne letnice, kot knjiga, tu jih ima približno, gostota se tu proti kraju povečuje, od sredine nazaj. Na tej strani se pa že čuti neka obarvanost, to ne pride v poštev, mora biti čist, ne sme biti obarvan in pa seveda ta prava gostota in pa tudi to nam nakaže, da je les pravilen, ker je pravilno počel. Sem rekel, smo posekali, pripravili smo jo za samo obdelavo naprej, seveda zdaj se moramo odločiti, kaj bomo odrezali, kakšen sortiment, a dolžine 80, 60 meter, kar seveda sam kupec rabi za proizvodnjo tega sortimenta. Jaz bom tukaj odžagal dolžino 80 cm, ker mi potem pride v poštev tudi za samo izdelavo skodel. Če se pa rab, da je lep komad v sredini ali pa en del komada, da pride v poštev za inštrumente, se pa še zmeraj lahko skrajša tudi na 60 ali pa poljubno dolžino, ki jo sam izdelovalec inštrumenta rabi. Tako da lesa ne uničujemo brez potrebe, ampak izkoristimo vse. 80 cm, majhen daljš odžagamo, če slučajno žaga kaj zaide, a ne 82 cm in pa seveda pripravimo to, da zapomniti moramo na tej strani, da bi bil ta ten konc, plod gre tja, to se pravi, ta tenki tle, tam k ni bil odžagan.
No, komad imamo zdaj na mestu, zdaj pa začnemo s cepljenjem. Za cepljenje uporabljamo kline, leseni pat, ki je najbolj fajn, da je z kakšnega zelo trdega lesa. Ponavadi je to gaber. Rabimo še skiro. In pa 2 klina lesena. Zdaj uporabljamo že tudi plastične kline, ker leseni kline se kmalu stolčejo. Bistvo pa je, da po temu orodju, temu se reče dešivnica, zato ker delamo deske in po bohinjsku so deske dešče, da se deši. Ne smemo udarjati železan, ker potem se tole stolče. Boljše je, da imamo zato en tak pat, ki je strdega lesa, sem rekel gabra. In zdaj tale zgont ali pa komad, ki smo ga užagali na 8 cm, razdelimo na četrt. Ta prvo na polovico, potem pa še na četrt. Španske so pa drugače narejene, tam je pa tudi ta položaj teh reber je v obliki tako pahlače, jih je več teh reber noter, počečes so rebra, luknja je okrogla, plošča je ravna, tudi hrbet je raven in tudi dosti tanjše plošče, ker so strune najlonske, tako da je to spet čist drug izdelek kot te kitare, To je zelo težko delati vse vrste inštrumentov, ker je že z eno sorto toliko dela, da enostavno ne dohajaš, In rata zvok bolj svetlo, Probamo loviti že to naravno poč, ki je les sam počel. Zakaj se pa to kolje na četrt pa na polovico? Zaradi same fizikalnih lastnosti. Ti komadi naj bojo čim bolj enaki. Če mi vcepimo zdaj iz tega komada samo en komad preč, ga nam bo tale moč tega lesa potisnil preč, tudi če se nam les kolje. Ta je premočen za tega, zato pa poj porabljamo tudi prešo, ker bomo poj videli še naprej. Včasih so to delali tako, zdaj pa uporabljamo tudi že bolj sodobne stvari za same ta postopek raznih hidravličnih cepilcev in pa seveda pripomočkov, ki nam bistveno olajšajo samo delo. Seveda moramo pa mi zdaj tale komad tle dol, tam ko bo počel, upucati. Moramo odstraniti ljubje in potem tudi do vseh zgonta. Ampak v prvo rajžo samo od tam, ko se nam bo klov, po teh četrtinah, potem pa naprej. Ker je to zimska sečna, je les zmrznjen in težko bi zdaj delali s kakšno drugo stvarjo, kot samo skira ali pa poštev pride tudi šepcer, ki pa je malo težji, roke zbolijo, skiro imamo tudi boljše prijem in pa lažje se pač dela. Tam na teh komadih, ki so za popucati. Zdaj, če smo komad prav zbrali, bi se to moglo z temi lesenima klinama lepo odklati. Če so pa kakšne skrite napake noter veje, kar mi zdaj še ne vidimo, je pa lahko ponovadi je zmrznjen les, ne gre, vidite, že poka. Super je, vidite, če gre s tema klini, zdaj vidite, tle je zelo lepo počel se že vidi osnova, dobra, tle se zdaj lepo vidi ta rezonančni les.
In zdaj bi mogel iti, tale polovica bi mogla že s tole mojo ročno pripravo narazen. Komad se je lepo odcepil, tako da izbira ni bila slaba. Če ga tle pogledate, je ta struktura samega lesa izredno lepa. Resonančno ploščo takole finiširamo recimo kar cel dan, ker pravzaprav iščemo en optimum med težo te resonančne plošče pa med njeno odzivnostjo. Tako kot se že v gozdu začne, pa med obdelavo nadaljuje, je tudi tukaj en tak korak stalnega preizkušanja te zvočnosti, tega pravzaprav polizdelka. Odziv te resonančne plošče preizkušamo s tem pulznim vzbujenjem. Zdaj tukaj so rebra še preveč močna in plošča ne vibrira toliko, kar bi lahko, ampak gre se za to, da spoznamo karakter tega kosa. Skozi proces obdelave se odvzema material in ko se nekako približaš tistemu želenemu odzivu te resonančne plošče, prenehamo z obdelavo in nato nalepimo to ploščo na obod. Ta sredina seveda je potem treba odcepiti ven, to ne pride v poštev, to je ta sušnat les, sredinski, tudi nima zvena, koristimo tle na teh 20 cm pa nazaj. Če je več, če debel, sem rekel, lahko tudi. No, zdaj bom odcepil še to polovico in potem tam postopek naprej. Tako da, vidite, taj pa, vidite, kako je lepo počet. Zmeram je pri semreki, en del gre veliko lažje kot en del. Tisti, ki je na soncu, gre lažje, tisti, ki je pa v senci, gre pa težje. Zdaj bomo videli, kaj bo ta pokazal. Ponavadi je s 2-3 udarci, če se cep to dokončno lepo in pravilno, potem se odpre. No. Vidite, ta je še bolj trd. Vidite, tam zdaj pa veja noter. Vidite, kaj se naredi. Ta je zdaj pa tle noter neka naveja in ne spusti. Zdaj moram pa uporabiti še en klin. Ne vem, kam sem ga dal, tamle ga imam. Zato pa so te hidravlični cepilci pa te stvari, ki jih imamo, zelo pripravne, ker ta pa ne pozna milosti. A je veja ali ni veja, on odcepa. Pa se bo, tudi ta bo. Veja je bila tle zgoraj ena veja, ta klin je bil bolj slab in ni tukaj pritegnil. Čeprav je komad zelo lep, pokazal je ta pravo, zdajte, če se to tle pogleda, je ta čistost, obarvanost se začne šele tle, tako da je tale del zelo uporaben. Na tej strani pa isto, se pravi 20 cm kamot tele ven. Dobimo zato, ker se rabi, lahko za skodle, ampak tega komade za skodle škoda, zaradi same rasti enakomernosti, boljše, da se porabi za kaj bolj uporabenega, se dražje proda, da je pač vrednost sortimenta dodana. Razdelili smo zdaj na 4 dele, seveda zdaj pa postopek naprej. Kakor sem prej povedal, vse gre poj na polovico. To je zaradi teh fizikalnih lastnosti. Zdaj bomo še tega dali na polovico, pa imamo pa že pripravljen za približno zacepljanje samih skodelj ali pa lesa za inštrumente. Zdaj bom še tega dal na pol, kako lepo počo, je enkrat do tiste svoje sile, vidite, ko zveče komade pridejo ven, se nam enkrat cep. No, vidite, zdaj tle noter do te obarvanosti je pa treba te leta ven vzeti, do tlele ven, do tu je les še uporaben naprej, sredina sama, mi pravimo bohinjce, da je to tele ali pa sredina, je pa treba jo seveda ven vzeti. Isto spet s tem orodjem, temu orodju pravimo dešivnica, kot sem prej povedal, tak nož, ima ročaj, ročaj ima pa zaradi tega, da
imamo silo, ko da odcepimo komad ven, da ga lažje, ker takrat, ko se dela ročno, je to bilo tako. Zdaj tamle spodaj je bila ena veja, ki jo zdaj lepo ven potegne. Vidite. Veja gre, se direkt potegne ven iz samega komada, ki je suha, in tudi lažje se nam bo pojce cepil. No, ta komad je zdaj ni več za uporabo, je pač za kurjavo. No, naslednji postopek je, zdaj pa že mi caknemo, koliko široke skodle rabimo. Skodla je širine tam od 12 do 15 cm. Zdaj samo zacaknemo 4 komade, približno usporedne in pa iste širine in jih potem odkoljamo. Zakaj 4? Zato, da koljemo na pol, na 2 pa na enega. No, zdaj imam 4 že, zdaj 4 jaz, če bo to dobro šlo, bi moglo iti na roko, razen, evo, to je to. Tale zgond, ali pa to, kar nam je ostal, je zdaj idealno za inštrumentalista. Zdaj, če mu še na pol razdelim, da ima on tisto širino 3 cm, on z tega naredi marsikaj. Violino, kitaro, karkoli z te širine lahko dela. Dobar dan, a se tukaj delajo na inštrumente? Ja, tudi včasih, ja. Gremo pogledat lahko. Malo pogledali. No, super. Tele sem glih začel rezati, obdelovati tele rebra. Torej na ta način nižamo rebra, ki so prav tako izdelane iz smreke. Tale konkretno je z Mežakle. Izredno lep kos je bil, enakomeren naraščen, skoraj da po skozi celo življenjsko dobo drevesa. Tukaj lahko pokažem še kakšen kos tega lesa. Sicer so to manjši kosi. Evo recimo tukaj taki lepi primeri. No, tale je pa s Pokljuke. Ta je pa zmrzlega studenca. Rast je začela okrog leta 1825. Posekana je bila leta 2007. Mi koljamo vse radialno. V bistvu so tele žlebiči, ko je les klan radialno, če ga z roko primemo ali pa z nohtom gremo po samo, ima tako strukturo, kakor da gremo po ene take nežne harmoniki in voda spira mehek les med trdem lesom in zato je ta obstojnost tega lesa toliko večja. Če je pa les žagan ali celo oblan, potem voda spira les po celi površini in nima te funkcije kot klan lesa. Za inštrumente nekateri tudi žagajo les, vendar zelo težko je les žagati pravilno radialno, ker potem, ko inštrument dela, mu nek pride ven. Mi pravimo, da je čez les. Ta ni nikdar čez les oklan, ker se skozi radialno kolje. In tukaj se pokaže, a je bil les lepo sklan, a gre kaj proti lesu ali ne. Skozi radialno kolje. No, zdaj bom odklal še 4 komade lepo naprej. Tisto, kar mi pa ostane, pa porabim potem za skodle seveda, za malo tanjše komade. Vidite, zdaj še ta sila je še dobra. Te dva sta zdaj približno enaka. Naprej bo pa že malo problem, bom pa sam podvakljal, tako da morate zmeraj upoštevati te sile. Zdaj tele dva, če bi zdaj tle 4 odklop, bi šlo tle ven, ker je ta pretenk, moram samo 2 odklati, pa poj naprej spet 2. To je treba upoštevati skozi, to fiziko pri samem razkosavanju komadov. Zdaj bosta šla samo 2 ven, se že tle dol vidi, da se pravilno kolje, ta smer mora biti skozi dol usporedna, če ni, če je ta premočen, poj gre ven. No, to se lepo vidi, da je usporedno se odklal. Če bi šel pa 4, da pa 4 komade odklal kakor prej, bi pa premagali te 4 na to stran polovico.
Zdaj tlele bi morbiti že enem prišel ven, ampak dobro, zdaj to pustimo. Bomo šli naprej na tele 4. Te 4 zdaj razpolovimo spet na 2 komada. Te 2 smo rekli, ker sta zelo kvalitetna, bomo pustili za inštrumentalista. Če mu bo kaj všeč, bo vzel. Rokujemo, ko ga oblikujemo, obdelujemo, se pokažejo njegove napake ali pa kvalitete. Če je les klan, se zelo lepo reže in skobla. Če je pa žagan, se pa pač zgodi, da je včasih gre kaj proti lesu, ne, in to je pa že tista nekoliko slabša kvaliteta, ampak načeloma še zmeraj uporaben za inštrumente. Zame osebno je zelo rad izbiram smreke, ki niso preveč goste, kar je spet ena izbira iz tega, da iščem kitare, ki imajo nekoliko bolj globok zvok, ne preveč prezenten in ne preveč svetel. Če ne, pa še miram možnost odcepiti naprej. No. Tisto, kar ste zdaj slišali, je bila una suha veja noter, ne, prej. Vidite, tako da smo izbrali ta pravga. Za inštrumentalista smo pustili ta lepši komad, ki nima nobene veje noter, ne. Ta je pa malo tle noter in to njemu že več ne pride. Seveda za kakšne bolj take inštrumente, kot otroške pa te stvari, ki se ne rabi take kvalitete, se tudi to lahko uporabi. Zdaj imamo pa 2, je pa problem, to moramo biti pa zdaj zelo natančne. Zabijamo do konca in pa seveda uporabimo tole tako imenovano prešo. To je pa preša je pa zaradi tega, da lahko šponamo in pa uravnavamo sam les, kako se nam bo zdaj to klal. Tle noter bom jaz zdaj dal te 2 komada. Vas moram placa narediti, da bom lahko delal. A te je rekel, da moraš imeti pod nogam postavljeno, ko sem kreckar, se lahko tudi zvrneš. Evo, zdaj pa tle noter jaz dam komad in to kolem, glejte, zdaj gre pa ta dol. Zdaj se tle lepo vidi, da je tale komad močnej, kot ta. Zdaj pa jaz to obrnem na gor, pa temu probam pomagati z roko. Z nožem grem naprej noter. No, zdaj, če pa tle dol pogledamo, se je pa vrnil nazaj v svojo pot. Že gre prav. Če bi ga bil pa jaz zdaj tle pustil, da mu ne bi pomagal, bi pa tle ven prišel in sem naredil škodo. Ja, zdaj ga nam mogo. Zdaj ni pravilno obrnjen, zdaj se navceprav, ga moram obratno obrniti, pa temu dati silo ta zgorenmu, ki je tanjš. Ja, zdaj že počne. In to je to. Če mu ne bi pomagal, ta je sicer še zmeraj malo močnej, ampak če temu ta tank mu ne bi pomagal, bi bil on zavil ga, bi bil tale premagal in bi bil priletel ven. Tako. To je ena oporna ploščica, tukaj so rebra štukana, križna vez in tukaj čez je fajn dati na oporo. In lepši ko je les, lažje se dela. Poleg dled se uporabljajo za izdelavo teh mojih kitar takele skobljiči. Večino sem jih naredil sam, ene 2 sem kupil, precej draga zadeva. To so stvari, ki se jih pač takole uporablja za oblikovanje teh letic. Pa tudi same plošče se pravzaprav izdolbe s tem orodjem. Računamo, da je les nekje 5 let bil spravljen, da se je predihal, umiril, potem da se ga ustrezno posuši, da je suh. Zahteva izdelavo enega takega inštrumenta ene 2 meseca. Problem je pravzaprav v tem, da ne moreš nič prehteti, delati moraš počasi, da se ima les čas uležati, tudi med obdelavo, da se klimatizira pa tako naprej. Tako da v takih primerih, kot je moj recimo, kot sem jaz,
izdelujem pač te unikatne zadeve, butične izdelke, jih recimo na 10 do 15 let lahko narediš, več pa ne, ne. To je drugačen način izdelave, kot je v tovarnah, tam je pač bistvena proizvodna produktivnost. Jaz sem se pa nekako usmeril na tisto, kar mi tale les tukaj ponuja, to je pa izkoriščenje te kvalitete in pa končne kvalitete izdelka, ne. Ko je skodla enkrat odcepljena, seveda skodla, ne, če jo rabimo za streho, jo je treba naprej dokončati, sfinalizirati. Ta proizvod ali pa šinkelj s skodlo pa se do konca naredi s takole skirco, mi pravimo žapoha. Če gledate, je nepravilno zavita, tako da, ko jo mi držimo roko, da nam oko leže ravno na samo rezilo, roka je pa odmaknjena od komada, da mi vidimo, kot sekamo, ne. Tole kožo je treba spucati dol, da pridemo do ta pravega lesa, da ne pridejo škodljivce noter in da se sama skodla tudi lepše posuši, da je čim bolj paralelna, ravna, da so potem, ko krovec to pokriva, da nima problemov na strehi. No, takole bi nekaj izgledala skodla pripravljena za na streho, seveda zdaj še surova, treba da se posuši, ker če pribijamo surove skodle na streho, potem nam tam, kjer leži in tam, kjer je pribita, kljub temu, da je les zelo gost in pa kvaliteten, rata črno in tam, kjer je les črn, je trajnost minimalna. Tako da je bolj, da se les posuši nek na zraku, par mesecev, da je streha vsaj delno suha, se suši še poj na streh, ampak v bistvu je, da se ne prebija surov les. Nekateri krijejo tudi z surovimi skodlami, ampak tam, ko boste videli, da je pokrito s surovimi skodlami, tam je les bil napačno posekan in pa tudi iz napačne semreke klan, ker dokler je les svež, ga ti lahko oblikuješ tudi žebljan, ga prebiješ in se na streh ne vidi, da ga krivi. Sej Bogu, čez en let ga bo krivil, ker les potrga žeblje in vse živo ven, če ni pravilno bil izbran in pa seveda kvaliteten, kakor mora biti. To se posuši, seveda, in takrat imamo pripravljeno, vzamemo skodla in pa začnemo s prekrivanjem. Vrsta prekrivanj z skodlami so pa različne. Imamo navadno kritino, mi pravimo amfoh, potem je slepa trifa in pa trifa, ne. To je od načina prekrivanja. Če je večkrat prekrito, če je trikrat prekrito, je ta prava trifa, če je samo dvakrat prekrito, je slepa trifa, če je pa amfoh, so pa samo dilo ob dilo in pa prekrivanja, recimo tiste 15 minimalno do 20 cm se mora prekrivati. Ker ponavadi streha začne gniti od spodaj nazaj gor, ker tle, ker se nam les spira, kot smo prej rekli, mehek les se spira dol, rata tle na koncu skodle ali pa deske filter, taka siva stvar, to je ta mehek les, ki se spira, ta ne spusti vlage več nazaj dol, ampak ostane v lesu, ampak gre v les noter. Če se hočemo temu izogniti, je fajn, da streho na par let ta filc ali pa to, kar nam streha pusti dol, očistimo, da se tlele streha suši, ker potem gnije nazaj gor. S tem sigurno pogovarjamo in podaljšamo trajnost strehe za par let naprej. To je pa tale šelak. Šelak je pravzaprav ena raztopina na ravnah, smol v alkoholu. Šelakova politura je pravzaprav okolju prijazna, površinska obdelava, ne. Tudi ena najstarejših, gre pa za izločke insektov, ki so nekako prečiščen, razvoskan, pa tiste ploščice poj raztopiš v alkoholu, ne. Ta zadeva se nanaša s cuno. V bistvu rabiš samo en konec ene cune, ki jo recimo zaviješ v platno. Tole recimo je ena taka starejša, že ponucena platno ali pa ena bombažna zadeva brez eno sprano cuno, ki ne pušča preveč vlakna, ne. Tole daš takole gor, nakapljaš
čist malo in začneš takole mazati. Ne. Seveda les mora biti prej fajn obrušen in takole en mesec mažeš, vsak dan ne 2-3 ure in je politura končana. Ne. Rezultat je zelo globok sijaj, globoka barva površine, visok sijaj in zelo tenk nanos. In to je spet tisto, kar je dobro. Zelo majhen teže smo dali na inštrument s tem lakam, šelakam. Dali smo mu zaščito in ker je teža tega, ker je nanos tega minimalen, je tudi odvečna teža na tej plošči minimalna, ne. In s tem so akustične te lastnosti resonančne plošče toliko bolj izražene lahko. Moderne kitare, serijske, so zlakirane na debel, kakšen milimeter laka je gor, toliko kot na avtomobilu ali pa še več. In to je zelo slabo, ne. Na žalost gre, vsaj zadnji čas je šel svet v to smer izdelave teh inštrumentov, ki se ne obrača, ne gleda na okolje, ne gleda na kvaliteto končnega izdelka, ampak je v ospredju kapital. In taki osamelci pa viharniki, kot sem jaz, so recimo balzam tako za dušo, tako za glasbenike, kot tudi za poslušalce, pa konec koncev tudi za naravo. Naredimo majhen, ponudimo majhen, učinek pa dosti velik. In mogoče se bomo vsi skupaj počasi vrnili k tistemu, kar je bilo 100 let nazaj, ne. Smo v Vrkužarce, evo tega. Vidiš. Pa tle ima zdaj tele dmi. Ja, bil tiden. Vidiš. Da več resu pa bo prišel. Odprl. Da gremo noter. Pogledamo. Da poglej. Kaj više? Pa živo, če šitrca. Risa, je že v beku. Zlodi. Rpamane. Ste se zračnega že tutkali? A ti potegnilo? Po ena je. A je potegnilo? Komaj čakam, da se naredimo za jist. Bomo malo pomalčali. Če ti treba, še mrak, se smo malo po 4 šli. Najbolj idealno je 0,3 desetinke. Ja tam pa še nekaj drugega pokazal. Zero noč. No, to so pa kliše za šrenkati. Na nov 4 škatli. Vse zažalo. Malo posnil. Bom pa nazaj porovnal. Znaš, takole. Za zob. Še. Če se stigam. Daš znotraj, kje s maso naštimaš. Takole. Oka. To pa pretegneš. Abem toč zašteklne. Saj mir furmane. Taj pa gamsarca, so v Bohinji rekli. Lojs pa prav robidenca. Saj verjetno, to je ena in ista, a ne Lojs? A ne? Zanimivo pa je potmo, da je v vseh skovanah se tele žvake poznajo, a ne? Dobro vidi. Žvake se poznajo, pa tudi tle je štempel na nje. Evo ga, štempel iz. Se vidi, tle je štempel na nje. Kjer možakar je to skoval, no on že počiva, verjetno samo, imaš kaj. Kaj en mi so dali, dolg mira. Moramo kar šparati. Ja ne bomo. To dobro, da je še od tavajn žgali takej. Smo pa kar pandiva. Judič, jaz sem delal polinte že znak jutra. Pa už mogo biti kar zadovoljen danskrat. Jaz sem se že pridal vidio. Bo pa šlo da še polinte ne boš videl. Pa bomo mogli divat. Če ne je šle s polintova in 2 ušva? No pa ne, se še. To jaz mislim v 14 dneh bomo podival. Ta oddelek jaz mislim, da bomo v 14 dneh
Se nam bo vreme naklonjen, vreme pa enkraten. Je pa še zmrznjeno. Ja, pa zdaj bo, da se bo odtajilo. Zdaj še tale špeh nariš, no? Jaz imam dovolj. Jaz tudi. Kar nariš. Pa spak ne moraš. Podpivo se. No, takole. Tam je tako šel po vodo za čaj. A veš koga? Predelečen ga na hode. No, on si tukaj sem z državnim jagrom govoril, hudič. Ba je, da je medved hudič nekaj proliku. Ja, da ga je, pa ima vrtač, da ga je sledil. To sme pa pred pravo, pa da je težko. Predelečen ga na hode. Predelečen ga na hode. Se nam. 200 kila, kaj si rekel? Madonna, pa je bo vrn mrga. Jaz te svarim, da nama kakšnih sitnosti imel. Tako je. O, vidiš. A zaprl vrata? Sam. O, pa je dobro. Dobro. Nič. Fajn spi. Ja, v noč. Jo, Madonna, kogavcu ni nekaj. Ja, no, vim jaz. Ja, dobro. A ta pa že zlejš ležal, a? Že smrči hudič van. No, smrči. In zdaj se lepo vidi z te strani, les je pravilno počel, takoj ko smo ga posekali. Jaz bom ligo. Pa je, da je medved hudič nekaj proliku. Ja, da vem. Preden sem ženo, bo vse dobro. Če da je šle s Polentovan dva ušva? Pa ne. Naredimo majhen, ponudimo majhen, učinek pa dosti velik. In mogoče se bomo vsi skupaj počasi vrnili k tistemu, kar je bilo 100 let nazaj. Zaklen? Ja, tam. Ključ. Kljuko na gobo. Kar? Na gobo. Ti volk pošel, da bomo kar pribivakiral. Kole. Dobro. No, tu kove. Aj, tvogo. Gremo. Gremo. Dobro. Nismo še končali. Pustimo sedaj taka ali drugačna orodja in se obrnimo ven iz materialnega, kako bi opisal to ogromno gozdno pokrajino. Se lahko vprašamo, kaj bi slišali, če bi vsaka smreka, ki jo opazujemo, jih je nešteto, če bi se vsaka oglasila s svojim tonom. Do kakšnega zvoka bi prišli, kako bi to zvenelo. Zadnjič sem slučajno naletel na delo Antonija Vivaldija in kar naenkrat se mi je pokazala ta slika, ki je tukaj spodaj. Malo sem še sfriziral, zato bi bilo slišati takole.